Po čem se vidi v bistvu zdaj razlikujete, tako, če se oblečete trenerko od drugih državljanov? Ja, ne vem, jaz bi rekla, da po ničemer, no, tudi počutim se ne nič kaj drugačna. Mislim, da bi mogla imeti enake pravice in bila bi biti enako spoštovana, če oblečem trenirko, pa makar ne bata škorne zraven, pa ne vem kaj. Pa na volišče, če se nekdo odpravi v trenerki? Jaz sem šla voliti v trenirki. Mislim, pa me ni, koliko se jaz spomnim, nihče prepričeval, koga naj volim, pa nihče podkupoval. Tada se mi zdi zelo sramotno, da si sploh kdo upa takšne izjave pisati. Prav ničemer. Bi šli tudi voliti v trenerki ali ste morda celo šli? Slučajno nisem šel, ampak bi šel, če bi tako nanesli. Ja. Na volitvah smo vsi enaki, tako da obleka tle nima nobene veze. Zato, ker smo državljani Slovenije, ko smo oblečeni v trenerke, državljani Slovenije z vsemi pravicami, ki jih ima drugače oblečeni državljani. In to smo danes prišli manifestirati. Ja, jaz nimam nobenega problema s trenerko, tudi voliti se lahko gre mirno v trenerki. Če tako malo okrog pogledam, se mi zdi, da so se ljudje vseeno oblekli v tale delovna oblačila in prišli in to po tem deževnem dnevu, to nekaj vseeno pove, tudi če noben nič kaj dosti ne razlaga. To je bilo pa že preveč, kar dela Janšov štab pa SDS, in jo bo treba nekaj ukreniti, pa to je pa moj brez besed komentar. In sem neznana oseba na neznanem kraju, bla, 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 bla. In je skrajen čas, da recimo ne obtožujejo sam gospoda, tovariša Kučana pa tovariša Jankoviča in ne malo sebe pogledajo v gledalo, pa kakšne vse potikanja, insinuacije, žalitve v državnem zboru, da upam, da tega malo manj. Vidim, da se je zbralo kar precej ljudi, kar me veseli, da ljudje detektirajo neprimerno ali pa sovražno govorico v medijih, še posebej na internetu, kjer ni nobenega resnega nadzora. Vidim, da je tudi kar nekaj vidnih predstavnikov civilne družbe prišlo, tudi to mislim, da je vredno pozdraviti. In še posebej navkljub slabemu vremenu. Skratka, zdi se mi, da je odziv javnosti, glede na to, da se je organizirala preko družbenih omrežij na internetu, kar omembe vredno. Če tudi gre za, bodo nekateri rekli, peščico ljudi, mislim, da ta peščica ljudi je zelo pomenljiva in je odraz trenutka, ker je ta hip res neprimerno, da se ukvarjamo v državi s takšnimi vprašanji, kot je pisanje spletne strani poražene stranke na volitvah. Veliko bolj resnih tem je, s katerimi bi se morala ukvarjati tako politika kot mediji. Na srečo gre za ta mini shod po volilni kampanji, ki ga je očitno možno ločiti od neposredne politične tekme. Ljudje so skazali, teh nekaj ljudi, tu zdaj ni nekega velikega zborovanja, neko elementarno občutljivost za razliko med svobodo govora pa odgovornostjo oziroma sovražnim govorom. Bomo videli, če bi bilo vreme nekoliko lepše, bi bilo več ljudi v trenirkah, ampak gre samo za to, da se podpre to občutljivost do javne besede in do kakovosti javnega dialoga. Ne gre se tako hecati iz teh stvari. To je pač en izmed stereotipov, da tisti, ki so recimo manj vredni in ki naj bi jim bilo podarjeno slovensko državljanstvo, da so pač tisti v glavnem nosijo trenirke, da se ne znajo oblačiti, da ne znajo slovensko, da ne znajo brati in tako naprej. To je pač eden izmed stereotipov in seveda, če hočeš zbijati stereotipe, pač obuješ visoke pete, oblečeš trenirke ali pa kaj podobnega narediš.